Smrt in žalovanje. Ko govorimo o smrti, govorimo pravzaprav o življenju. Smrt je le del življenja. Dobro vemo, da besede same po sebi nimajo vibracije, temveč da so naši občutki in naše emocije tiste, ki vibrirajo. Vedeti moramo, da ni življenje tisto, kar se nam dogaja, temveč kako mi gledamo na vse to, za kar se mi odločimo, da vidimo. Vsak od nas žaluje na svoj in edinstven način, ki je najboljši za nas same. Nikoli in nikdar ne smemo dovoliti, da bi nam kdorkoli rekel, kako moramo žalovati. Prav vsak žaluje drugače, ker smo si vsi mi različni in drugačni, in to je popolnoma normalno. Tako kot vedno tudi pri žalovanju poslušamo le sebe. Zavedati se moramo, da je naša žalost pravzaprav izraz ljubezni. Vsaka solza, ki priteče, s seboj odnese oziroma očisti našo bolečino, ki jo nosimo v sebi, ter nam tako prinaša olajšanje. Vsak izmed nas žaluje in joka na svoj in edinstven način, zato si dajmo čas, ki ga za to potrebujemo. Odžalujmo, kolikor časa pač potrebujemo, da bomo lahko kasneje nadaljevali svoje življenje. V samem žalovanju in bolečini bodimo hvaležni za ves čas, ki smo ga živeli z osebo, ki je zapustila to zemeljsko telo. Osredotočajmo se na to, kar smo s to osebo skupaj lepega doživeli, česa vsega nas je ta oseba naučila, kaj vse smo spoznali zaradi te osebe, kaj vse je ta oseba budila v nas samih, kaj smo postali prav zaradi te osebe, česa vsega nas je ta oseba spomnila, koliko je vseh stvari, za kar smo ji lahko hvaležni. To, kar se je zgodilo, mi ta trenutek ne moremo spremeniti. Tudi dejstva, da te osebe ni več med nami, ne moremo spremeniti. To se je zgodilo in je že naša preteklost. V tem trenutku pa vedno lahko spremenimo svoj pogled na vse to, kar se je že zgodilo. Lahko spremenimo svoje občutke ter svoje emocije. Do konca svojega življenja lahko živimo v bolečini, v trpljenju, v jezi, sovraštvu, zameri, slabih občutkih
ter se tako smilimo sami sebi. Lahko se jezimo na Boga, na stvarstvo, na vesolje, na karkoli, ker ljubljene osebe ni več z nami na tem svetu in smo zaradi tega še bolj jezni, zagrenjeni in žalostni. Ali pa svoj pogled, svoj fokus osredotočimo na tisti čas, ko smo bili skupaj s to osebo, da smo lahko bili toliko let in toliko časa hči ali sin te osebi, partnerica, partner, sestra, brat, teta, stric, mati, oče, prijatelj tej osebi, ter še naprej živimo v teh lepih spominih in ljubezni, ki smo jo s to osebo doživeli, ki smo jo s to osebo živeli. Zapomnimo si, da ni le ena pot pravilna. Vsak izmed nas mora najti tisto pot, ki nam bo prinesla mir in zadoščenje, mir in spokoj. Vedeti moramo, da na življenje vedno lahko pogledamo tudi še drugače. Pri tem pa nam lahko pomagajo tudi prebrane knjige, poslušanje motivacijskih videov, meditacije, narava, živali, potovanja, karkoli. Poiskati moramo tisto, kar je nam v redu, tisto, v kar mi verjamemo, oziroma tisto, s čimer se mi uskladimo. Tu igra vera pomembno vlogo, ali verjamemo vse to, ali ne. Kaj pa je pravzaprav vera? Pomen vere ni, da bi nam dala le neke vrste uteho, temveč nam vera daje upanje, kajti prava in resnična vera temelji na ljubezni, na razumevanju in spoštovanju. Vera je tista, ki nam prinese zadoščenje. Vera nam prinese mir. Vera je tista, ki nam koristi. V karkoli verujemo in verjamemo, in nam to prinese vse to, kar mi potrebujemo, da smo mirni, potem je to v redu. Vkolikor nam pa to ne prinese miru, ne prinese olajšanja, potem iščimo dalje. Vsi, prav vsi zagotovo najdemo nekaj, kar nam bo pomagalo pri žalovanju samem. Nekaj, kar nam bo dajalo upanje, ter nam prinašalo mir in spokoj. Le odprimo svoje srce ter ne obupajmo. Iščimo dalje in dalje in zagotovo najdemo tisto, kar bo pravo le za nas. Vsak lahko to najde.
le dajmo si čas. Poskušajmo vsak trenutek svojega življenja živeti čim bolj zavestno. Bodimo čim bolj prisotni v trenutku. Smrt ni tista, da bi o njej razmišljali neprestanoma, cele dneve, mesece in leta. Takšno razmišljanje nas straši. Smrt le ozavestimo, se je zavedajmo in potem ne rabimo več o njej razmišljati. Ko bomo smrt ozavestili, bomo ozavestili tudi življenje samo. Ko se bojimo smrti, ter nas je strah smrti, takrat zagotovo nismo sposobni, da bi živeli življenje. Kajti takrat namesto življenja živimo strah. Namesto da bi se vprašali, kako polno živeti življenje, vsak sleherni trenutek mi pravzaprav živimo v strahu svoje življenje. Živimo v strahu pred smrtjo. Živeti polno svoje življenje pa pomeni, da živimo v tem trenutku tukaj in zdaj. Ko zavestimo svoje življenje, takrat ga pravzaprav šele začnemo živeti. Vse, kar šteje in kar si zapomnimo v našem življenju, so naši občutki, naše emocije. Nikoli si ne zapomnimo materialnih stvari, temveč občutkov, ki se pri tem porajajo. Občutkov, ki se pri tem budijo v nas samih. Ti občutki pa nikoli ne umrejo, saj so v nas, še naprej živijo z nami, vedno so z nami. Tako lahko vsako praznovanje naredimo, kar se da najlepše. Rojstni dan je lahko vsak naš dan, ko zavestimo, da nas morda do naslednjega ne bo več. Vsako praznovanje naredimo, kot da je naše zadnje. Od vsakega objema naredimo spektakel, kot bi bil naš zadnji. In nikdar ne obžalujmo prav ničesar. Ne dovolimo, da mine dan, ne da bi rekli vsem tistim, ki jih imamo radi, koliko nam pomenijo, ter kaj čutimo do njih. Lahko le rečemo ali pa jim napišemo: ljubim te, hvala ti, ker si z menoj. Hvaležen sem ti za to in to. Ter povejmo, zakaj smo jim hvaležni. Vsi se lahko naučimo tega. Zakaj ne bi to vsakodnevno prakticirali v svojem življenju? Ozavestimo, da nekoč, nekega dne vsi odidemo iz tega sveta in to nam bo prineslo notranji
mir. Ozavestimo svojo smrtnost, ozavestimo svoje življenje. Ni se nam potrebno obremenjevati z drugimi, ni nam potrebno živeti tujih prepričanj. Živimo in verjemimo tisto, kar nam koristi, tisto, kar nam služi, ter tisto, kar nam prinese olajšanje in notranji mir. Ni se nam potrebno spraševati, če je to res ali ne. Če nam nekaj koristi in služi, je to to. Tako je in pika. Poiščimo tisto prepričanje, ki nam koristi. Tisto prepričanje, ki nam prinese mir. Vedimo, ko bomo resnično in iskreno želeli odgovore, bomo do njih tudi prišli. Ne pozabimo pa, da smo vsi večni. Duša je večna, vsi smo večni. Na samo smrt poskušajmo gledati drugače, kot smo morda vajeni. Smrt je lahko le bojenje. Smrt ni nekaj slabega. Smrt je le prehod. Nekoč bomo vsi izbrali, da bomo odšli iz tega zemeljskega sveta. Vsi bomo umrli. In sami se bomo tako odločili. Odločili se pa bomo točno takrat, ko bo najboljši čas za nas. Vsi, prav vsi bomo nekoč izkusili smrt. Izkusili bomo pa tudi smrt bližnje osebe, ter z njo sožalost, kar je pa popolnoma normalen odziv na katerokoli izgubo, še posebej, če je to smrt naše ljubljene osebe. Zavedajmo se, da niti dve osebi ne žalujeta na enak način. In prav tako ni pravega ali napačnega žalovanja. Samo žalovanje se pravzaprav nikoli zares ne konča. Mi sami se le navadimo ter naučimo živeti s to izgubo. Začnemo gledati na izgubo ljubljene osebe z drugimi očmi, ter predvsem z lepimi spomini na skupne trenutke, ki smo jih s to osebo imeli. Bodimo resnično hvaležni za ves ta čas, ko smo ga lahko preživeli s to našo ljubljeno osebo, ter se za ta čas in za vse, kar nam je ta oseba budila v nas samih, resnično zahvalimo. Zdaj pa ostane vera,
upanje in ljubezen. To troje. Ljubezen pa je največja med njimi. Zdaj pa ostane vera, upanje in ljubezen. To troje. Ljubezen pa je največja med njimi. Zato odprimo srce ter le ljubimo, ljubimo, ljubimo.